Prek naše zgodovine osmišljamo sedanjost in zremo v svojo skupno prihodnost. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v slavnostnem nagovoru na osrednji državni slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila zavzemanje za vključujočo družbo in pravno državo, ki išče soglasje glede svojih sedanjih usmeritev, da bi žela sadove skupnih zavez in odgovornosti za njihovo uresničevanje v prihodnje. Ljubljana, 24.6.2023. Sporočila za javnost, govori. Predsednica države je uvodoma izrazila zadovoljstvo, da živimo v obdobju gradnje novega mejnika slovenske zgodovine, ko tudi ženske prevzemajo pomembna mesta v upravljanju naše družbe. Takšnih mejnikov je bilo po njenem mnenju še veliko. Izborili smo si lastno samostojno državo, navkljub okolju, ki nam v preteklosti pogosto ni bilo naklonjeno. V govoru se je dotaknila tudi pogleda na polpreteklo zgodovino Slovenije. Politični poskusi razlag posameznih preteklih dogodkov so praviloma namenjeni promociji sedanjih ozkih ciljev interesnih skupin, političnih strank ali celo posameznikov, je poudarila predsednica ter dodala. To velja tudi za strankarsko narekovanje spominjanja in obeleževanja za Slovenijo pomembnih zgodovinskih dogodkov. Takšno dirigiranje privede celo do absurdnih okoliščin, ko se dnevi spomina uvedejo tako rekoč čez noč in na enak način tudi umaknejo. Klin se s klinom v politiki pač ne izbija. Ob tem je izpostavila željo, da bi slovenska politika po zgledu Nelsona Mandele na lastno zgodovino gledala bolj državniško. Državniško pot iz pasti zgodovine pa predsednica Pirc Musar vidi v spravi med intimo, pravom in svobodo. Intima, pravo, svoboda. Tri besede, ki niso samo besede preteklosti, temveč tudi besede prihodnosti. Vrniti se moramo k temu, s čimer dosegamo najboljše uspehe. Sposobni moramo biti osredotočeni na naše skupne interese, da zavedno ohranimo ta prostor pod soncem kot država, ki smo si jo izborili, zgodovino, ki se je ne sramujemo in temelji tudi na hkratni obsodbi vseh zločinov in priznavanju pomena osvobodilnega boja. Spomnila pa je tudi, da državo oblikujejo ljudje, ne le peščica voditeljev. Več ko nas je, ki v srcu dobro mislimo, lažje nam bo vsem opravljati svoje naloge in soustvarjati našo državo. Točno takšno, kakršno želimo in si jo tudi zaslužimo. Pogled naprej pri ustvarjanju države, ki si jo želimo, pa mora biti utemeljen na skrbi za planet, na katerem živimo. Vrednota prihodnosti ne bo imeti več, ampak imeti manj, a bolje. Imeti manj zato, da bo več ostalo za tiste, ki prihajajo za nami, za otroke in mlade, ki jim zapuščamo ta planet, je opozorila predsednica republike. Zato je k sodelovanju v programu letošnje osrednje slovesnosti povabila tudi svetovno priznano britansko primatologinjo in okoljevarstvenico Jane Goodall, ki izbrane nagovorila z videosporočilom. Predsednica republike se je sicer danes udeležila tudi slavnostnih sej državnega sveta in državnega zbora, v predsedniški palači pa je priredila tudi sprejem za svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Jutri na dan državnosti pa bo potekal dogodek Dan državnosti v predsedniški palači, v okviru katerega bo omogočen ogled delovnih in protokolarnih prostorov urada predsednice Republike Slovenije ter srečanje s predsednico Pirc Musar. Predsednica Republike Slovenije državljankam in državljanom, prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije iskreno čestita ob dnevu državnosti. Vsi naši v Sloveniji moramo biti pripravljeni kot enotna ekipa, v kateri vsak pozna svoje naloge in kjer se od prav vsakega pričakuje odgovornost. Prav tako pa vsak lahko poda svoj pravični prispevek k naši skupni dostojanstveni prihodnosti vsej naši raznolikosti. Sledi govor predsednice Republike Slovenije na sprejemu za svojce padlih in ranjene v vojni za Slovenijo. Govor predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar na sprejemu za svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Predsedniška palača, 24. junij 2023. Velja govorjena beseda. Spoštovani svojci padlih in vsi ranjeni v vojni za Slovenijo, spoštovani visoki gostje. Čutim posebno čast in globoko hvaležnost, ko vas prvič nagovarjam na tem tradicionalnem sprejemu na predvečer dneva državnosti.
Pred 32 leti smo se Slovenci zgodovinsko poenotili v boju za lastno svobodo in v obrambi svoje plebiscitarne odločitve. Udejanjili smo znani rek: mali smo narod, v njem neznanska silna moč. Ne bo nas zagrnila tujstva noč. Z nesebičnimi in pogumnimi dejanji smo izpolnili dolgoletni sen mnogih generacij o lastni, suvereni in neodvisni državi. To pa ne bi bilo mogoče brez skupne vizije, strateškega razmisleka, dialoga, široke politične in družbene enotnosti ter požrtvovalnosti pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. In tudi ne brez posameznikov, ki so se v tistih težkih dneh vsak na svoj način z vojno soočali v družinskem krogu, na delovnih mestih ali kje drugje. Spoštovani, vaši možje, očetje in sinovi so za svojo domovino, za vse nas dali največ, kar so imeli, svoje življenje. Vsi ranjeni pa so z globokimi ranami živite še danes. Dali so in dali ste nam neprecenljivi dar, to, da lahko danes živimo v stabilni in mednarodno priznani državi. V državi, kjer ima vsak možnost, da uresničuje svoje potenciale in kjer so v ospredju vrednote, kot so miroljubnost, sožitje, dostojanstvo, vladavina prava in človekove pravice. Zato je naša večna dolžnost, da čutimo hvaležnost ter izražamo globok poklon in spoštovanje vsem žrtvam in ranjenim, ki so in ste prispevali k plemenitemu cilju slovenske državnosti. Naša odgovornost je, da ohranjamo večni spomin na ta častivreden poklon celotnemu narodu. Gospe in gospodje, države, ki želijo napredovati in se razvijati, morajo spoštovati svoje temelje in svojo zgodovino. Hkrati pa morajo znati gledati v prihodnost. Dober primer poenotenja po osamosvojitvi je predstavljalo vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in NATO, na nek način pa tudi uspešna kandidatura Slovenije za nestalni sedež v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov. Večkrat sem omenila, da si želim poenotenja politike glede ključnih vsebin, ki so pomembne za razvoj Slovenije. Vsebin, ki jih je treba graditi preko več mandatov. Verjamem, da bomo to zmogli v dobrobit državljank in državljanov Republike Slovenije. S tem bomo upravičili veliko ceno, ki so jo plačali naši sodržavljani, da lahko danes samostojno odločamo o delovanju lastne države. Želim si, da bi lahko živeli v svetu brez grozot, ki jih povzročajo nasilje in vojne. Pa žal vemo, kaj se dogaja v Ukrajini in drugje po svetu. Kljub temu ne smemo nikoli prenehati s prizadevanji za mirno reševanje sporov in upoštevanje mednarodnega prava. K temu moramo stremeti vsi, politiki, različni družbeni subjekti in ne nazadnje vsak od nas. Cenjeni svojci padlih in tisti, ki ste bili v vojni ranjeni. Vaši dragi in vi imate s to državo posebno, neločljivo vez. Stkana je iz ljubezni do domovine in neizmernega poguma. Na nas pa je, da svoj večni dolg izražamo s trajnim spominom, spoštovanjem in poklonom. Dovolite mi, da vam ob tej priložnosti v lastnem imenu in v imenu Republike Slovenije izrazim globoko hvaležnost za vašo požrtvovalnost in za požrtvovalnost vaših ljubljenih. Obljubljam vam, da bom storila vse, kar lahko, da bo ta hvaležnost večna in da vaša vloga in vloga preminulih v procesu osamosvojitve nikdar ne bo pozabljena. Še posebej med mladimi, ki so rojeni v samostojni in svobodni Sloveniji. In ker so mladi prihodnost vsake družbe, bi rada v zaključku omenila del himne Zveze prijateljev mladine Slovenije. Eno srce v meni in tebi živi, veliko kot sonce, eno srce za vse ljudi. Verjamem v lepši svet, v male junake in srečen otroški smeh. Ne pozabimo, v prelomnih časih je celotna Slovenija bila z enim velikim enotnim srcem. In ko to dosežemo, takrat kot narod res zmoremo vse. Hvala lepa.